Moje ime je Aljoša Trnovšek. Sem igralec in nesojeni zgodovinar. Ja, v bistvu je moj začetek, oziroma moji začetki so kar precej povezani s smrtjo. In to na ta način, da me je v gledališču fasciniralo predvsem to, da igralci lahko umrejo in potem spet zaživijo. In tako sem hodil 4-5krat gledati eno pravljico, kjer moj oče igral in je umrl. Potem pa oče spet živ, ne. In bolj sem hodil v bistvu gledati in razmišljal o tem, kako je to možno, ne. Prva moja profesionalna vloga v gledališču je bila v predstavi Smrt trgovskega potnika. In pa recimo prva glavna vloga na filmu, ne, je bila pa Tantadruj, ki si pa v bistvu najbolj na svetu želi umreti. Zdaj imam pravo. Zdaj bom umrl in bom srečen. Zdaj imam pravo. Zdaj bom umrl in bom srečen. Zdaj imam pravo. Zdaj bom umrl in bom srečen. Skozi čas, skozi leta se mi pač zdi, da kot igralec oziroma nasplošno kot umetnik nekako nosim neko odgovornost do okolja, v katerem živim, ne. Skozi leta se mi je pač v življenju izkristaliziralo nekaj, ne, izkristaliziralo kaj me zanima pri tem, kar počnem. Da ne vem, da je treba biti v umetnosti angažiran, ne. Dule je povprečnež, ne. Nek prerez primitivizma in kmetovzarije, ne. Seveda je pa na nek način tudi tragičen lik, ne. Torej človek, ki je izgubil v življenju vse, ne. Skozi Duleta imam pa seveda direktno možnost v bistvu čistiti svoje kanale, ne. Oziroma spuščati paro in pritisk iz sebe, ne. Sovražim strah. Zaradi tega, ker mislim, da je generalno strah izvor vsega zla na tem svetu. Ta beseda strah je, ne maram je, ne. V tem, kar jaz počnem, je pa vedno prisotna neka, ne bom rekel strah, ampak neka negotovost, ne. Zaradi tega, ker vsak projekt, ki ga začnemo delati, ga začnemo delati iz nule, ne. Ker v bistvu ne vem nič, ne. Jaz sem ponosen v bistvu takrat, ko vidim, da je stvar na nek način prišla do ljudi, ne. Recimo z Matjažem Letinom in Sebastianom Horvatom smo ostali še od srednje šole skupaj in smo na nek način še zmeraj tim in ogromno delamo. V bistvu sem na nek način ponosen na to prijateljstvo, ki se je razvilo med puberteto oziroma v rosnih letih, kjer smo začeli pač delati skupaj in to traja še danes. Ena izmed zadnjih, rečemo, predstav je pa tudi nastala v bistvu v sodelovanju z Matjažem Letinom. Ta predstava je pa tudi nastala v bistvu iz potrebe govoriti o šolskem sistemu, ki ga imamo v tej državi, in to je učitelj. Danes nihče več nič ne razmišlja. Danes nihče več nič ne razmišlja. Danes nihče nič več ne razmišlja. Mislim, da v trenutku, v katerem živimo, umetnost mora biti angažirana, ker drugače nima smisla. Mislim pa tudi, da v umetnosti ne sme manjkati humorja oziroma duhovitosti. In
v tem primeru bi lahko za konec uporabil eno misel Samuela Becketa. Ni bolj smešne stvari od človeške nesreče.